Urbanistka Anja Slapničar, sicer naša občanka, se je v svoji diplomski nalogi ukvarjala z življenjem v stanovanjskih kooperativah in z oblikovanjem skupnosti, v magistrski diplomi pa z raziskovanjem parkirnih površin in možnostjo njihove souporabe. Tudi njena poklicna pot je usmerjena k trajnostni mobilnosti. Torej spodbujanjem hoje in kolesarjenja in vračanjem prostora ljudem, bolj iskreno rečeno, da bo razumljivo pa z omejevanjem motoriziranega prometa. Kot primer, ki bi si zaslužil tovrstni razmislek, je navedla most čez reko Soro pri občinski stavbi. Kako neke parkirne površine začasno ali pa trajno nameniti raje ljudem kot avtomobilom, da pa na primer kakšne ulice, da so bolj prijazne pešcem in kolesarjem, kot pa da so samo rezervirane za tiste v avtomobilu. Občinska urbanistka Nataša Špilak, dolgoletna strokovna sodelavka v oddelku za okolje, prostor in razvoj v občini Medvode, zadolžena za občinsko prostorsko zakonodajo, je kot primer dobre prakse izpostavila projekt oblikovanja mestnega jedra. Predvsem smo naredili zgodbo, ki je nek degradiran prostor, ki je bil v prostoru, v mestnem središču, smo uredili in naredili privlačnega za različne uporabnike. Že sicer je njen moto, da raje kot da bi vzpostavljali nov javni prostor, saniramo obstoječega. Da ne umeščamo vedno v prostor, v nek nov prostor, nekih ureditev, nekega recimo javnega prostora kakorkoli ali pa česarkoli, ampak da izkoriščamo neka degradirana območja, da se posvečamo več sanaciji in predvsem, da se ukvarjamo bolj s kvaliteto kot s kvantiteto. Da bi bile v mestnem jedru potrebne odločne intervencije ob zavedanju, da so te povezane z velikimi finančnimi sredstvi in zapletenimi lastniško-pravnimi odnosi, je menil tudi arheolog dr. Andrej Gaspari, profesor na Filozofski fakulteti, ki je bil med drugim tudi skrbnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine na kulturnem ministrstvu. V resnici Medvode so mi bile vedno zanimive in tudi ta historičen del, ki je pač malo nesrečno preoblikovan, dograjen, tule takoj ob tem prenovljenem delu, bi verjetno zahteval neke napore, ker je to tisto, če bi lahko čemu rekli, jedro, tako historične z moje perspektive, mi je ta najbolj, bi rekel, tak intriganten. In zdaj, ko se povezuje še z novo Bravjo čez Savo, pa bo to vedno bolj očitno in vedno bolj se bo potreba urediti tudi tega pokazala, kako do tega pride, seveda si predstavljam, da ne bo lahko. Da je ureditev parka, tržnice in prireditvenega prostora le korak k oblikovanju mestnega jedra, so bili enotni vsi razpravljavci in da je z novo Brvjo prek Save dan dodaten vzgib, česar se tako Špilakova občina še kako zaveda. V ta namen že sofinancira obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken na določenih stavbah na cesti komandanta Staneta in na Seškovi ulici in načrtuje oblikovanje aleje, s čimer se še dodatno odpira vprašanje prisotnosti motornega prometa v centru mesta. Predvsem je treba to delati skupaj z ljudmi. Treba jih je povabiti v prostor, jih vprašati, na kakšen način bi ga oni uporabljali. Treba je preizkusiti. Mogoče ne na vrat na nos zapreti, pa kar vse naenkrat, ampak poskusiti zapirati za vikend ali pa za en teden, pa potem videti, kakšni so odzivi. In potem spet vprašati ljudi, kako se vam je zdelo, kako je bila res takšna groza. Da smo dobili potencial, meni tudi arhitekt Medvoščan Lovrenc Košenina. Moramo zdaj nekako razmišljati, kako pa zdaj v okolico aktivirati, in pa kako v bistvu, če že bomo zapirali promet ali pa kaj takega, tudi razmisliti, kaj lahko ljudem ponudimo v zameno za to, ko bomo zaprli. Imamo zdaj urejeno neko infrastrukturo, da avto pustiš izven za tiste, ki prihajajo daleč, ali pa kolesarske poti za tiste, ki so blizu. Njegovo magistrsko delo je bilo sicer na temo postdigitalne arhitekture, osredotoča se na ustvarjanje digitalnih svetov z umetno inteligenco in tako imenovanimi internet stvarmi. Zanj ni enoznačnega odgovora, ki je meja, da upoštevaš zgodovinsko danost prostora, ko ga preoblikuješ po lastnih potrebah in željah. Da pač pogledaš, kaj deluje, kaj je vredno ohraniti, kaj se lahko iz nekega starega naučimo, kako to prenesemo naprej
ima vredno to ohraniti kot neko funkcionalnost ali kot nek simbol v prostoru. Dr. Jurij Šilc, ki je sicer doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo in se pred 35 leti, kot pravi sam, zastrupil z brskanjem po pisnih virih, je tokrat izhajal iz dejstva, da srednjeveški viri Medvod pač ne omenjajo in da njihov razcvet datira v leto 1874, ko je bil zgrajen krak železniške proge iz Ljubljane proti Trbižu. In mislim, da je v bistvu pravzaprav železnica tista, ki je ustvarila Medvode in ki je začela pravi razvoj kraja Medvode. Tako da, recimo, zdaj pa malo zafilozofiramo. A ne bi bilo krasno, da bi imeli tukaj, da bi bila Medvode tista zunanja železniška glavna postaja severna, s katere bi železnica vstopila v Ljubljano. Da že sicer rešitev mobilnosti, če že moramo v službo v Ljubljano, ni v cestnih povezavah. Od Medvod do centra Ljubljane bi vozil lahko avtomatski vlak, torej brez tiska strojevodje, kjer bi ti točno vedel, gremo v 7:00 v Medvodah, 7:04 sem na postaji v Stanežičah, 7:06 sem v Vižmarjih, 7:08 sem v Šiški in 7:15 sem v Ljubljani. Da so Medvode že sicer nesrečno vpete v prometno politiko našega glavnega mesta, ki da je nemogoča, je dodal tudi Gaspari. Če samo beremo časopise, prerekanja, pa bi rekel čisto nekonsolidirano mnenje o tem, kaj si mislijo o obvoznici, o širitvi, kaj je s to poglobitvijo železnice na splošno, pol nas lahko sam zelo skrbi. Podobno kot Šilc rešitev vidi v urejanju železniškega prometa, nikakor pa ne v realizaciji državnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod. Ker kakršnakoli resna še ena upadnica, tako kot je bilo nekoč govora, pa če bi socialno še rešili širjenje celovške ceste, to jaz mislim, da to za ta ambient tukaj čisto katastrofo. V celoti si boste okroglo mizo lahko ogledali v naslednjem mesecu.